Državni prevrat ali pravna država? Komentar dneva, Rado Pezdir. Nov val kripo akcij po ponarodelih tajkunskih gnezdih in javkah je spet sprožil upanje, da se v Sloveniji zadeve vendarle premikajo in da gospodarski kriminal v tej državi ne more ostati nekaznovan. Lahko bi sicer delili optimizem, tudi vsaj nekaj indicev kaže, da bi morda pametno vseeno premisliti, kakšni so lahko realni rezultati teh preiskav. Prvič, na delu so spet organi, ki so nekoč davno uspeli zastarati primer BTC, sprožiti in izgubiti niti v aferi Čista lopata, prav isti, ki so nekoč pregledovali tam, Metalko, Avtokomerc, prevzem Pivovarne Union, Emone, časnika Delo, delovanja trga fiksnih in mobilnih telekomunikacij in tako dalje. Drugič, nihče v tej državi zares ne odgovarja, če primer zastara, se dokazi izgubijo ali pa priče doživijo nepovratno amnezijo. Tretjič, vse zgodbe kršenja pravnega okvira niso zgolj v domeni mrež starih fantov v gospodarstvu, ampak tudi posledica njihovih povezav s politiko. Menda res ne pričakujete, da bi politiki sodili samim v sebi. In četrtič, kaj pa pomeni zaporna kazen nekaj let zapora nasproti goljufivi odtujitvi bajne lastnine? Moj predlog. Vsi, ki delujejo v preiskavah, naj postanejo osebno in odškodninsko odgovorni za njihove stranpoti. Če so domači strokovnjaki premalo zviti za pretkane interesne skupine, naj se najamejo tuji. In vlada naj da zavezo, da bo zadevo enkrat za vselej počistila. Ali pa bo kolektivno odstopila. Sicer se bojim, da bo šlo nekoč tako daleč, da bo edina rešitev državni prevrat strani pobesnele množice. Ko je Šiško danes teča, ne? Nekega matra. Jaz ne vem, kaj je to. To je ta poporočna depresija. Ne? Res je, ja. V Geringa se spreminja.